uraden začetek. Izjavo za tisk ste verjetno dobili. So I will speak in Slovene, of course, but so I would like to actually welcome all the press representatives, media representatives, and it's an international bilingual actually meeting, but at the beginning, of course, we will speak in Slovene. Your questions to the our guests from Italy will be translated as much as I can in English. You will respond in English. Torej, to je pač zdaj zaključni dogodek večletnega projekta, ki se imenoval Glioma in je bil financiran v višini 1.300.000 evrov približno v okviru čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija v letih 2007-13, seveda 7-13 letnice, ki so se potem premaknile na 9-15 zaradi pač določenih administrativnih težav oziroma dogodkov, na katere nismo mogli vplivati. Vendar je trajal 5 let in koordinirali smo ga mi na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Osebno sem bila koordinatorica in kar imenujemo vodilni partner ali lead partner po angleško. K sodelovanju smo povabili oziroma so del tega projekta Univerza v Ljubljani, tako Univerzitetni klinični center za nevrokirurgijo in pa seveda medicinska fakulteta, katere predstavnik je danes tukaj, to je profesor Radovan Komel. V okviru medicinske fakultete je sodeloval tudi Inštitut za patologijo. Nadalje pa je bilo več italijanskih partnerjev. Glavni partner in pobudnik pravzaprav tega bilateralnega projekta je bil profesor Beltrami, ki je vodja oddelka za patologijo v bolnišnici v Vidmu. In pa seveda v tistem času, ko smo se začeli o tem pogovarjati, naj povem, da so bili v teku, v igri 3 podobni projekti. En je bil tudi na temo kardiovaskularnih bolezni, tretji je bil tudi na temo, mislim, diabetesa. Vse pa je bilo povezano nekako z uporabo ali razvojem matičnih celic, ki naj bi se uporabljale za terapijo teh bolezni. Tako da je bil to en osnovni vzgib, da bi se na tej regiji naredil en širši center za matične celice, ki se uporabljajo, kot veste, v regenerativni medicini in pri zdravljenju različnih bolezni. No, od teh projektov je nekako uspel na razpisih samo ta in seveda smo v okviru tega tudi razvijali matične celice, oziroma preučevali matične celice, kakor bo povedano kasneje. Torej, središčna patologija, bolezen, ki smo preučevali, so bili možganski tumor in sicer vrsta, ki se imenuje glioma, ki izhajajo iz astrocitnih celic v možganih in se potem razvije v hudo obliko maligne bolezni, ki se imenuje glioblastom. Ta glioblastom je pravzaprav neozdravljiva bolezen. Glioblastom pač bolniki preživijo samo kakšno dobro leto in pol, največ. No, osredotočili smo se ne samo na glioblastomske celice, ampak tudi na glioblastomske matične celice, tumorske matične celice, ki so v zadnjem desetletju postali res hit, če se izrazim tako, torej zelo, zelo raziskovana, preiskovana tema v tej veji biomedicine. In mi smo se osredotočili na to, da bi postavili tudi banko rakavih možganskih tkiv in iz njih nekako izoliranih celičnih kultur. Ta banka tkiv pomeni, da skupaj zbiramo zelo usmerjeno in specifično tkiva pacientov, bolnikov v obeh inštitucijah, torej na našem kliničnem centru, na oddelku za nevrokirurgijo in na Univerzitetni bolnišnici v Udinah, v Vidmu, kjer smo potem tudi naredili svojo banko, tako da imamo širok izbor vzorcev, ki jih lahko preiskujemo, in seveda tudi širok nabor bolnikov s vsemi kliničnimi podatki, kar je zelo pomembno zaradi tega, da lahko potem
osnujemo neke pilotne klinične študije, ki bodo osnovane na naših izsledkih. Ti izsledki pa so seveda, poudarek je bil na identifikaciji, torej določiti, najti nove biološke markerje, kot temu rečemo, označevalce, ki so značilni za najbolj maligno obliko bolezni in v tem projektu specifično označevalce, kot sem že prej rekla, tumorskih matičnih celic, glioblastomskih matičnih celic. Zakaj? Zato, ker vemo, da prav te je treba uničiti s terapijo, prav te je treba ciljati usmerjeno s terapijo, ker so najbolj odporne in seveda tudi zasejo novo bolezen, saj so nekako programirane za to, da naredijo enak maligen tumor kjerkoli drugje v telesu, torej se tudi lahko razsejo po možganih. Zato moramo poznati njihove lastnosti in predvsem njihove specifične molekule, ki jih izražajo, da jih lahko potem tudi ciljamo. K tem pristopu ciljanja smo pristopili s orodji bioinformatike, tako imenovano sistemske biologije, torej eno ali drugo lahko povemo, in z njo določili seveda veliko genov in proteinov in izbrali tiste, ki so bili najbolj značilno povečani v teh tumorskih matičnih celicah. In tiste smo potem hoteli proučevati in seveda našli smo kar nekaj novih. Moramo se pohvaliti, da v tem projektu smo našli nekako 4 različne nove tumorske označevalce, mogoče za vas niso pomembna imena, nekateri se nahajajo v jedru, nekateri na površini celic. In seveda, ko smo jih enkrat ugotovili, je bilo treba jih nekako opremiti z njihovimi ali inhibitorji ali pa protitelesi. Pri tem smo uporabili popolnoma novo, vsaj na tem področju novo tehnologijo uporabe nanoprotiteles, torej majhnih protiteles. Zato je predvsem profesor Komelj bo mogoče malo več lahko o tem povedal. So protitelesa, ki se nahajajo v posebnih, ne vseh živalih, ampak specifičnih, in njihova prednost je, da prehajajo možgansko, to tako imenovano krvno-možgansko pregrado, blood-brain barrier po angleško, in to bo povedal res profesor Komelj še kasneje. Naši italijanski partnerji so tudi delali na teh biomarkerjih, nekatere, kot je recimo helikaza, R-kubo, in kako so jih proučevali z novimi biofizikalnimi principi in ugotovili nove načine, kako jih identificirati, te markerje in pa te celice v tumorjih z biofizikalnimi principi, bo povedala profesorica Pavla Storici. So I'm just telling that you talk about your in pa seveda, kaj smo še odkrili, da se v teh tumorjih nahajajo tudi normalne matične celice, to vemo, imenujemo jih mezenhimske, oziroma v tem primeru glioblastomsko povezane, z glioblastomi povezane normalne matične celice. Imenujejo jih gaski. I talked about gasks. You can tell more about that because you did really a lot of research on that. In te celice so prav tako en zanimiv prognostični faktor, ki prej ni bil poznan. Torej, čim več je tudi normalnih matičnih celic v tem tumorju, slabše za pacienta. In nazadnje je treba te markerje proučiti na najprej živalskih modelih, če hočemo potem z njimi priti v kliniko, tako za diagnozo ali pa prognozo, kot jih uporabljamo, lahko pa tudi za, seveda, kot rečem, tarčenje zdravljenja. Večinoma se uporabljajo v tumorskem, torej v proučevanju tumorjev in glioblastomov tudi modeli na živalih, to se pravi majhnih sesalcih, kar so ponovadi miši ali podgane, predvsem miši, gole miši in različno genetsko modificirane miši, kar so poskusi precej zahteva precej denarja, so precej zamudni in pri nas celo nimamo prave opreme, niti nimamo dovolj, moram reči tudi v okviru tega projekta, dovolj denarja, da bi proučevali še to. Zato smo nekako razvili nek drug model na zarodkih rib cebric. Tudi ribe seveda so živali, drugačne živali, kakor so sesalci, vendarle pa se marsikateri procesi v raku lahko tudi
tudi proučujejo na ribah in njihovih zarodkih. Predvsem mehanizmi, kako te celice interagirajo z normalnimi celicami, ki niso torej v istem tumorju, v tumorju iste vrste. Torej, ta razvoj je potekal pri nas na Inštitutu za biologijo in je seveda nekaj relativno novega na tem področju, kar je zelo zanimivo in bo tudi predstavljeno na tem kongresu. No, nazadnje, seveda, kaj želimo doseči s tem projektom, ne samo, da bomo več znali, to se pravi, ne samo, da bomo več publicirali, to je bil en aspekt. Aspekt je bil predvsem, da se ti rezultati takoj prenesejo lahko v klinično uporabo ali pa vsaj bodo blizu klinične uporabe, skratka, da približamo raziskave laboratorija postelji pacienta, tako imenovano, kako reče v angleščini, from bench to bed. In ne nazadnje bi želeli tudi, kar je bil cilj projekta, da bi se vključili naši izsledki, da bi bili uporabni nekateri produkti teh izsledkov lahko tudi za biotehnološke firme, biotehnološke nove spin-offe. No, in mi smo res sodelovali zelo v tem projektu z eno tako firmo, to je Biosistemika, ki je zrasla oziroma je odcepljena firma, kot se temu reče po slovensko, našega inštituta, ki se predvsem ukvarja z storitvami bioinformatike in razvija nove algoritme, kako te velike baze podatkov spraviti v nekaj, kar ima smisel in odgovoriti na vprašanje, ki se nam zastavlja. Tako da smo sodelovali s tem, seveda pa bi želeli te produkte, ta naša znanja tudi naprej povezati z industrijami, z biotehnologijami, ki so v tej regiji. To se pravi, cilj je bil tak družbeni cilj, če rečemo, kaj je družbeno pomembno, družbeno vpeto, kot rečemo temu, to je, da bi ne samo dvignili raven zdravja, predvsem kvalitete življenja bolnikov s možganskimi tumorji. To je en aspekt, ampak da bi tudi morda vplivali na prenos tehnologij, to, kar je danes, kot veste, zelo pomembno, tudi močno financirano s strani evropskih projektov, prenos tehnologij v postavljanje novih firm, ki bi bile ekonomsko učinkovite in skratka ekonomiji obeh področij. To je za moj uvod in zdaj pa prosim vprašanja, ki pa jih naslavljate na goste tudi, predvsem pa lahko tudi name, če bi v nadaljnji razpravi. Če pa bi želel kdo od gostov, if you want to add something now, or you will ask for the questions, or you want to tell something now, so it's open discussion, please. Prosim, postavite vprašanje. Mogoče bi samo na kratko razložili, ali je bilo tumorske matrične celice, ko jih ves čas omenjate, ki so ali so te tumorske matrične celice, koliko so sicer znane na ostalih področjih onkologije ali pa vsaj možganskih tumorjev, ali je to nekaj prav posebnega v povezavi z gliomom oziroma glioblastomom? Ne, to so praktično v vseh tumorjih. To je zdaj, kot je ugotovljeno, so jih našli v vseh vrstah tumorjev, ki so jih do zdaj preiskovali, to se pravi, da je splošno. In tudi rak na dojki, recimo rak na, recimo tak najbolj razširjenih rakov. In imajo do neke mere podobne lastnosti, to se pravi te lastnosti tako imenovane matičnosti, da se razmnožujejo in diferencirajo istočasno v eni delitvi, in pa da so izredno odporne na terapijo, to imajo skupnega. Drugače se pa nekoliko razlikujejo po svojih teh označevalcih, vendar pa ključne lastnosti naj bi bile skupne. Zanimivo ste rekli, da ste našli tudi normalne matične celice, kao normalne, in da so število teh slabša prognoza. So this is a question addressed to you. They asked, the lady asked about the GASCs and normal stem cells within the tumor. What do they do? And how can they really be diagnostic or prognostic? And what are your results telling us? Yeah. The tumor is composed of a different population of cells. One
the most important are the stem cells, the cells that create tumor and grow inside the tumor. But these cells are surrounded by the stroma, the so-called stroma, the vessels, other cells, and this second part of the tumor is very important too, because is important for the maintenance of the tumoral cells. We have isolated this a very important component of this part, the so-called glioma-associated stem cells. So are the cells that are able to facilitate the growth of the tumor. So we have two possibilities. One is to have a therapeutic system to kill the neoplastic stem cell, the cancer stem cell. Or, and this is very difficult because these cells are a rare cell inside a very large part of tumor. Or the second possibility is to kill the supporting cell, the glioma supporting cell. And we think that this would be easier to obtain. Because the glioma supporting cells are not so resistant. No, they are not so resistant for, to therapeutic to the therapy that we can use. In seveda, tumor ne more rasti, če nima tega okolja. Ne? To se pravi, tudi tumor somatične celice brez svojega okolja ne more rasti. Ne more propagirati. Mene bi pa zanimalo, rekli ste, da želite pač to čim bolj približati postelji bolnika, ne? Na kak način, v kakem času, kako hitro se bo to lahko zgodilo in na kak način? Če pa to odgovorim, profesor Koller. Ja, do tega je še kar precej, ne. Ki se ukvarja prav s temi nanotelesi. Ja, zdaj to, ne, jaz moram reči, da dragocenost tega projekta je, ne, da je pripeljala do neke stopnje, ki lahko še na višji ravni koordiniramo tukaj naše prizadevanja, ne. Iztočnice, ki smo jih dobili, so, kot je profesor Lahko omenila, nekateri novi ugotovljeni markerji. Zdaj, kako to pripelje do postelje telesa? Zdaj, treba ugotavljati, ne, so ti markerji validirati, kot se temu reče, ne, ali so nekje prisotni, recimo v telesnih tekočinah, ne, to pride v upoštev potem za dobro diagnostiko, ker problem teh možganskih tumorjev je, da ponavadi so prvi simptomi so nejasni, ne, in je odkrit prepozno. Tudi kirurški poseg, mogoče, če ni lokacija problematična, odstraniti recimo glavnino tumorja lahko, ne, ampak seveda ostanejo pa te matične celice, ki so zelo migratorne, se razsejajo in seveda dobro je najti dobre biomarkerje, ne, ki so seveda tudi prisotni, vhajajo recimo v cerebrospinalno, torej možgansko tekočino ali celo v krvni obtok. In če so ti naši markerji tam prisotni, potem bi lahko bili diagnostično vrednost bi lahko imeli. Seveda še bolj nas zanima terapevtska vrednost, ne, ker se veste, diagnostična vedno pri takih nejasnih simptomih od začetka, ne, je vedno raje prepozno kot dovolj zgodaj. Ne. Za terapevtske posebej, če so učinkoviti, si pa prizadevamo, da bi bili taki, da bi lahko tudi v kasnejšem momentu razvoja tumorja posegali. Zdaj, če imamo mi dobre bioznačevalce, tukaj pa poskusiti tako imenovanega targetinga, ciljanja, to poskušamo, ne, ker delamo se trenutno na celičnih linijah različnih, se pravi za različne zastavne sisteme gledamo, kako te naši, če te označevalce, če razvijemo ali proti telo, ali malo molekule, da jih blokira, kaj se zgodi, ne, z obnašanjem celic. In seveda, če so odzivi taki, kot si jih želimo, ne, da odstavimo recimo neko proliferativno
reproduktivnost, divjo rast celic, potem bi prišli na živalske modele. Ne? In tukaj seveda je dragoceno to sodelovanje, ki smo ga izpostavili, ker ne morem zdaj reči, da bomo jutri do te stopnje prišli, ampak nekje upanje pa je, da bomo v relativno kratkem času in seveda bo to raslo do nekega takega spoznanja, da bo potem res mogoče v kliniko prenesti. Če sem že pri besedi, problem teh označevalcev je, ne, da so sploh pri raku, da sicer so nadizraženi pri rakastih celicah ali pa pri matičnih rakastih celicah, ampak jih najdemo tudi pri drugih celicah, ki so v manjših količinah. Potem seveda pa ne moremo, imamo zmeraj kolateralno škodo, ko neko sredstvo razvijamo. Ne. No, mi smo tukaj uporabili eno tehnologijo, ki se imenuje, kot so omenile, nano protitelesa. To jih kamelidi proizvajajo, to so lame, kamele. Imajo paralelen sistem, poleg klasičnih teles proizvajajo tudi tako imenovana težko verižna protitelesa in z gensko tehnologijo pridobimo hipervariabilna področja, to so temu rečemo nanoprotitelesa. To so tista, ki zagrabijo tujk antigen, ne, in ga blokirajo. In so zelo mečkana, okoli 4 nanometre so dolga, pa 2,5 so široka ta nanoprotitelesa. So pa zelo robustna in lepota njih je, zgleda, da ima to lama nek, kot se angleško reče, fine tuning sistem, ne, da s tem paralelnim imunskim sistemom omogoča prepoznavanje takih antigenov tujkov, ki jih običajna protitelesa ne, so jim nedostopne. Ne. Oni imajo zelo take fleksibilne domene in splezajo na tisto in to prepoznavajo. No in na ta način, ne, upamo, lepota tehnologije v tem, da vedno, ko mi nekaj identificiramo eno tako nanoprotitelo, mi žival imuniziramo z matičnimi celicami ali njihovimi proteini in seveda imunski odziv nam potem da ta protitelesa oziroma osnove, da jih pridobimo. In čim jih imamo, potem seveda na njih lahko ujamemo te antigene, te nepoznane markerje še, ne, in jih identificiramo. Istočasno imamo pa že orožje v rokah, imamo že to nanoprotitelo, s katerim gremo potem v terapevtske poskuse ali razvoj diagnostičnih postopkov. Toliko na kratko. Zdaj v fazi smo preizkušanja, validacije, kot se temu reče, ne. Na Nacionalnem inštitutu so odkrili druga tudi nova protitelesa z drugimi pristopi proteomike, ne, in vsa ta bojo nekje podvržena tej validaciji, ali so splošno veljavna kot diagnostične oziroma imajo vrednost kot terapevtska sredstva. Na te stopnje mislim, da smo. Ja. Seveda tudi z njimi lahko iz pacienta direktno vidimo, ali ima prisotne te antigene ali ne, ali bomo uporabili terapijo ali ne. To se pravi, vsakem pacientu posebej lahko določimo že vnaprej, ali ga bomo zdravili ali ne. To je tudi prednost, ker zdaj se zdravijo vse paciente z enako terapijo, več ali manj, ne. Zdaj to kemoterapijo, gliom je to temazolamid, tako imenovani. To bi bila pa personalizirana, torej za vsakega pacienta, ko mu ugotoviš, da ima ta antigen, recimo v serumu ali pa v biopsiji, v tumorju, da ga potem s tem protitelesom zdraviš. To je cilj. No, pa seveda še mogoče nekaj let pred tem, da bi to splošno uporabljalo. Razvoj zdravil traja žal zelo dolgo časa. Nekaj let, ja, pa odvisno tudi, koliko bomo dobili lahko sredstev, da bomo to veste, da ni lahko treba zainteresirati neko farmacevtsko firmo, zato smo imeli ta ekonomski potencial tega projekta, potencial, ki pa je seveda odvisen od malo sreče, da najdemo tako firmo, da bomo našli investitorja v to tehnologijo, kjerkoli na svetu, da v Sloveniji najbrž ne. Ampak poskušamo pač mednarodno to razširiti in tudi bodoče projekte pravzaprav prijavljati z mednarodnimi partnerji, s italijanskimi in potem naprej. Diagnostično orodje razmeroma hitro lahko razvijamo, ne, tudi tukaj v našem okviru. Ja. Kot je Tamara povedala, ne, terapevtsko, nekaj je predklinika, ne, to so preizkusi na poskusnih živalih in tako naprej, tudi to v našem partnerstvu lahko izvedemo, razmeroma na hitro način. Drugo so pa klinični preizkusi, te so pa zelo dragi in tukaj manjše firme niso kos temu, ne, tukaj so, zdaj ne vem na pamet, milijardni zneski rečejo pri razvoju nekega zdravila.
naš problem je tudi večkrat v tem, ne, da slovenska farmacevtska industrija je generično naravnana, ne, in zdaj za nove izkuse novih molekul je verjetno res prostor, da zunaj najdemo, razen če se ne bo miselnost industrije s časom začela spreminjati, prilagajati. Razvoj tako zvanih bioloških zdravil, to so biološke zdravila. Ne? Novih bioloških zdravil. Mogoče samo še to, ali vse ta pristop temelji na nanotehnologiji, ali so v nadaljevanju mišljene tudi kakšne druge opcije. In to, kar ste do zdaj uporabili, kdo je v tem elementu nanotehnologije iz Slovenije sodeloval? Tukaj izraz nanotehnologija je popularen. Ja. Običajno uporabljajo fizikalne nanodelce ali kemijske nanodelce. Tu gre pa za biološki nanodelce. To so nanotelesa, lahko rečeš, da je nanotehnologija. Tukaj prav iz te sfere nanotehnologov v Sloveniji trenutno ni nobeden sodeloval, ker kot sem že rekel, ali se način biološki, ali se ukvarjajo s fizikalnimi. Na Kemijskem inštitutu povezavi za farmacevtsko firmo Lek so imeli kemične, formulirane zdravila, biopolimer obliki nanodelcev. Tukaj smo pa kar edini, seveda tukaj sodelujemo s tujimi partnerji. Tukaj imunizaciji živali mi ne moramo tega tukaj početi, smo vezani na tujega partnerja, v tem primeru je bil to Univerza v Belgiji, v Bruslu. To je nanodel, seveda. Nanotehnologija je sam način pridobivanja, to je rekombinantni način, ampak potem je nano, ko s temi delci operiramo, ko bomo kot dostavni sistem uporabljali in tako naprej. Skratka, bomo del tega, če se bomo nek konzorcij povezali. Farmacevtski fakulteti se s tem. Ja, tudi, saj imamo povezave, se poznamo, ampak seveda rabimo tudi določen denar za take nove raziskave, to je pa osnova. Če tega ni, se bojim, da potem te ideje ostanejo v predalu, članki na internetu in to je to. Še to sem pozabil povedati. Ta projekt je postavil orodja presnočnice, da s temi orodji smo razvili tudi neke druge sfere, ki so mogoče bliže naši farmacevtski industriji. Razvijamo, recimo, uporabljamo nanotelesa za dostavne sisteme, za njihove molekule, dostavljati specifično neka določena mesta, da nimajo sistemskega učinka nekega zdravila. Ja, tukaj bi pomenila tudi imaging, tako da bi mogoče malo preusmerila debato from imaging possibility to diagnose and perhaps treat glioblastoma and what were your results. Ker so tudi imaging je komplementarno tem, ti moš videti. Yeah, okay. For the synchrotron experience in this project has been the electrosynchrotron in Trieste. We have been involved mainly on the cellular biology part, working in strict collaboration with both the laboratory, Professor Bertram and Professor La. And we started initially with the classical method and searching for new markers and markers that were linked with special some protein that were already in understudying in the group, and so they are linked with the replication of the system in the cell that is degenerative, of course, in the cancer cell. And the idea was that to look what is different between the stem cells respect the normal, say, the cancer cells that are not stem. And this was the initial start of the work. And the good thing that being the synchrotron, we have a lot of other technicalities and techniques that are linked with these light sources. That is like a big microscope that you can use and tune accordingly to what you want to see. And so, being this project, we realized that the imaging is so they find a way to image this, the differences between cancer stem cells, and specifically glioblastoma, could have been an advantage. So there's been done some efforts to try to identify a signature, something that is a signature of the cancer that is different from a normal cell line.
So for this has been done some collaboration with the beamline that is using infrared light. So it's they're not very the wavelength, the area of the light is toward the red and beyond the red, and that has the possibility to take the to detect the information of what is the content of the cells in terms of chemicals. So you can identify how many, say, proteins, how many lipids, how many DNA and RNA is in the cell. And so with the idea that every cell is different, especially like population of cells, like maybe the GASC cell that were described before, the stem cells from glioblastoma and normal cancer cell from blastoma can have different signature, and so the idea exactly was that to take out the cells, thanks to the collaboration with also the medical doctors and the surgeons that were providing to the University of Udine the samples. We could start to find some differences, and I think we obtained some interesting results that can make spread a light in that direction. Because the importance of this kind of techniques is that you don't need to say know much in advance about your system. You don't need to label. Sometimes many of these markers or these imaging techniques needs you. You have to get by drinking or being injected by something that is labeled in a way. Shines, yeah. The shines, no? It's labeled, can be fluorescent, can be maybe radioactive, very often it's radioactive, even if low, but you get a picture of something, it's just not good. The idea is that you don't need to label the things, and this may be, it's something of great help. Of course, we are at the very beginning, but there are some indications that this can be a technique that can give further elements to identify population of different stages of a cancer, or different stages of a population and the cancer status of the tissue. So this has been the Ja, dat je ena velikih inovacij v tem projektu, da se pač odkrilo to novo sevanje in torej endogeno sevanje, ne, samo od sebe, ne da bi ti pač mogel nekaj sevati ali pa dodajati do populacije. Can I give a short comment? Please. In my opinion, after 3 years, we have obtained very interesting results. Very important, from a biological point of view and also from a clinical point of view. But at this point, we have the necessity to stop. We have to stop because we have no financial support. This project is ended, and now we have to decide what we have to do, because all these studies need a financial support to continue, and this is a big Question mark? question mark in Italy, in Slovenia, Yeah. and in Europe, I think too. So, Yeah. but I think that this group is very well composed, and Tamara Lai is very important to lead this group. I hope that we can obtain a new financial support. Yes, I think we will discuss this at the end of this meeting, concluding remarks and afterwards, because there are new Interreg calls for proposals, and one is called Danube region, one is called something else. And so it's really important that we continue to look for resources. This is not only between our groups, it's also groups from Austria, perhaps, groups from different areas, Germany, perhaps. It's important to enlarge, but not to destroy the group. Yeah. To enlarge the group, but maintain the core. So that's why we invited the state secretary from our Ministry of Cohesion Funds, Cohesion Policy, and I hope he will come and listen at least to part of our discussions and decide to
help us with this support for this project. Which is very good. Uradno je pa zdaj z današnjim dogodkom konec tega. Ja, je konec, je zaključeno in je pač podajamo rezultate, vendar pa s tem tudi opozarjamo javnost in opozarjamo politiko, da je potrebno te zadeve financirati, če možemo izboljšati zdravje bolnikov. Pa delamo v laboratorijih še naprej, ampak zdaj na to je naš prvi dik, malo bolj kot do zdaj. Ja. Koliko ste pa poslušali naivno vprašanje v okviru teh da se rečemo v finančno perspektivo malo za 2020, malo tam obstaja tudi nekaj, da bi lahko prišli s tem Ja, seveda obstajajo. Poglejte, mi smo med tem že prijavljali kar nekaj teh projektov. So the question was if we try to get some funds from Horizon 2020 already. And we did, but we were not successful. We applied for several of these projects, either as a partner or as a coordinator. But I think it was about, je bilo okrog 5 takih projektov, če ne več, z naše strani nekaj, pa še z njihove, ali pa 10, ne vem, bom rekla približno v zadnjih 2 letih, predvsem, ko so spet odprti novi razpisi. Ja. povezavo z zasledili ne tako redko kritike načina odločanja o volitvah, češ ne, če je v ekipi nekdo iz Harvarda, v redu, če iz Slovenije ne tega. Poglejte, o tem ne moramo nekaj povedati, ampak dejansko v teh evropskih projektih je izplen okrog 5, če ne procentov ali pa še manjši. In v tej, pač tu imaš podatkov projektov, da dobiš, ne? To se pravi 20 projektov, da dobiš en projekt, ne? Recimo statistika, ne? Če tako procent izplena. Seveda nismo tako mogli, vsaka stvar je zahtevna in za prijave. Ja, verjamem, da so morda določeni skupine, da ne rečem klani ali pa lobiji, ki so bolj pač prodorni ali pa imajo boljše lobiranje med odločevalci, ali pa so enostavno toliko boljši, ker jaz verjamem, da nekdo z Harvarda ima večje možnosti, da bo to nadaljeval tudi zaradi tega, ker ima lastna sredstva, ameriška sredstva za raziskave, ali pa nekdo iz zelo velikih skupin iz najbogatejših držav, ki financirajo lastno znanost. Mi pa naj bi samo živeli od teh evropskih disciplin, če lahko tako rečem, ki so, kot veste, evropski denar za raziskave je samo 3% vsega denarja za raziskave v Evropi. Kar pomeni, da je to smetana na kavi, ne? Vse ostalo moramo pa sami narediti. In tukaj smo šibki. In morda se tudi tam zbirajo taki projekti, ki imajo večjo možnost, da bojo speljani do konca. Temu delu ocenjevanja rečejo feasibility. To se pravi, ali je projekt možno izvajati. In tukaj smo dobili zelo slabe točke, vsaj do 2 projektov. Češ kaj pišete, kot jih ohranite. Tukaj je pomembna infrastruktura, ne, ker tehnologija gre strašno naprej in strašno drage so te reči, tako da so večkrat nedosegljive. Tako da smo rekli, tudi v tem projektu smo se povezvali, ne, sem rekel, kaj se nas tiče organizacije v Belgiji, masne spektrometrija, ne, smo na ICGD univerzitetu izvajali. Je sicer stalno, da se izboljšuje glede tega, sem še vedno ne. No, samo 4-5 let ni bilo razpisa za novo opremo v Sloveniji. Kaj? Da bi delali živalske poskuse na teh gorih miših, genetsko spremenjenih miših. To je zelo, zelo draga struktura, ne, infrastruktura, ki zahteva usposobljeno osebje, tehniko in tako naprej tehnike. V celi Sloveniji tega nimamo, pa smo hoteli enkrat narediti velik center za živalske, da delo že na živalih, ne, pa Ali je neuspeh na zadnjem, ko se je že reklo, projektu teh 10. Centri odličnosti, ne, so Centri to, odličnosti. Ja. Torej,
Ja, jaz sem še vedno kritičen. Ne. Zdaj, za začetku moram reči, da število teh centrov odličnosti, ki so bili dobreni, so dobre, delajo v redu. Ne. Samo nekje se je takrat porušilo to, kar se je nam zdelo zelo pomembno. Ne. Smo takrat prvič nekje začeli premagovati te nepošteditske potove. In smo tudi imeli tak namen, da postavimo infrastrukturne centre za to, kot se temu reče vse, ker so naše centre tiče funkcijsko genomiko. Ne. Enega smo postavili, to je center za biočipe. Mi smo pa za živali postavili, ne, pa za metabolomiko, pa proteomiko, tako kot smo si to predstavljali. In se je v bistvu, takrat se je razrušilo tisto, kar je bilo pozitivno zgrajeno. Nekateri centri so bili celo izpostavljeni kot odlični, celo na strani ministra, zdaj ta stran je izginila, ne, spletna in ni več videti. Eni bi to strani Evropske komisije pohvalil, ne, kot odličen center. In namesto, da se na teh dobrih gradilo naprej, se je vse porušilo pa na novo, ne, in celo v javnosti se je predstavljalo, da je ideja centra odličnosti leta 2009 se rodila, kar ni res, 2004 je bila, ne. In številni teh centrov so dobro delali in da dobrih niso. Enih nekaj so jih, mislim, da ene dva, in sta dobila kontinuiteto in sta res dobra. Ne? Ampak recimo po vseh kazalcih je tudi ta naš center bil dober. Saj smo levi delež dali, recimo, ki izgradno biofarmacevtike v Mengšu, ne, to je center odličnosti Novarti so, ne, v bistvu, prvo transgensko žival smo skrbno v Sloveniji naredili, ne, prvi čip, če hočeš, biološki čip. No, mi smo pa, da dodam še po istem razpisu prijavili center za matične celice, ki naj bi vključeval vse to in tudi ni bil ocenjen kot primeren. Ja, pa ni ne. Ne. Če bi to dobili, bi morda bili kjer gledamo. Biomedicina je bila zelo prizadeta, ne, s to novo odločitvijo, da so takrat. Jaz še vedno imam kritično se razleti, to človek pozabi življenje gre naprej, ne, ampak nekako bi bila scena bila po mojem bistveno boljša, če bi se na dobrih praksah gradilo naprej, ne, pa vedno na novo odkrivati toplo vodo, ne, ker je neka lastnost, ki nas večkrat tebe, ne. Prej ste omenili sicer tudi podonavsko regijo, ali so tu kakšne realne možnosti širšega povezovanja? Ja, se bo Tamara več povedala, ampak glejte, v Evropi je tako, ne, kot ste prej omenili, konkurenca je strašna, ne, in nekako nas kot male države pa skupine silijo to, da se pridružujemo večjim konzorcijam. Te so pa že malo sestavno izlobirani. Tudi ta naš Interreg, v bistvu se to Evropska komisija financira, je tudi del, ne, zdaj vidimo možnost v teh nišah, kot se zelo Podonavska regija in tukaj naprej, ne. Taka povezovanja širše, regionalna, nekje imajo večje možnosti za uspeh mogoče, ne, in so izven domene teh najmočnejših, ki startajo seveda z pozicije moči in sebi enake partnerje kot sebi. Kar pomeni, da idejno nismo slabši, če pogledamo na število ljudi, ne, s tem se pogovarjamo, ampak se tam nek nacionalni državni support, kot se temu reče, je pa potreben, da stvar funkcionira. Ker te vprašajo, kaj imaš, če si sploh hočeš biti partner. Ampak v teh Podonavski regiji vidimo, ja, v centralni evropski povezavi, ne, zdaj se Central Europe, recimo, in projekt in tako naprej, ne, tudi vidimo možnosti. Ja, ne vem, to sem tudi rekla, da iščemo ta partnerstva in ravno zdaj, ko se pripravljamo na razpise, zdaj že vemo, da je treba poiskati nove partnerje in seveda to skomunicirati s tem ministrstvom po vlado, pa jih povedati, tukaj smo dobri, tukaj nas podprite, ker se pač kohezijski skladi so tako, da se pogovarja politiki med seboj zelo veliko, kaj bojo regije podprle, ne, in če bojo podprli vse te regije skupaj, o tem se ne pogovarjajo znanstveniki, o tem se pogovarjajo politiki. Zato je zelo pomembno tudi za vas medije, da to pride v javnost, da seveda ne samo to je posredni kontakt s politiko, ne samo neposredni, da vidijo, da je pač, da se preberejo, da razumejo, da je to potrebno. Jaz mislim, če še kakšno vprašanje, bomo na to tudi kasneje. Da preberejo, da razumejo, da je to potrebno. Jaz mislim, če še kakšno vprašanje, bomo na to tudi kasneje. Opravičujem se, ampak mislim, da bi morali zaključiti konferenco, ker udeleženci grejo eno nadstropje nižje, kjer je zaključeno.
ključni dogodek. Tako da novinarji ste tudi vabljeni dol, če želite. Kakorkoli, eno nadstropje nižje.